Pozdravljeni vsi govorci tukaj, lepo pozdravljeni vsi mimoidoči. Vidim, da vas je kar nekaj, ki si vas želi slišati drugo mnenje o trenutni situaciji. Tukaj smo zato, da povežemo, oziroma ker smo glas srca in razuma. Tukaj smo zato, ker želimo obelodaniti tudi drugo plat te krize. Namreč osrednji mediji nas ne slišijo. In tisti, ki gledajo samo osrednje medije, slišijo samo eno zgodbo. Mi želimo predstaviti drugo zgodbo. Ko sem 5.9. na tem istem trgu govorila, sem medse povabila pedagoge, študente, dijake, povabila sem specialne pedagoge, povabila sem starše in na tem trgu se je od same ideje do realizacije te ideje je minilo le 5 dni, takrat 1 leto nazaj, in je bilo ljudi nekaj manj kot danes. Danes pa je ta dogodek tudi v živo, torej tisti, ki nas gledate preko drugih medijev, namreč osrednjih danes, kot vidite, ni, mogoče je kdo, nihče se mi ni oglasil. V glavnem, tudi ljudje, ki zdaj gledajo, lahko gledajo to v živo, kar me zelo veseli. Ta dogodek se zdaj ne nanaša samo na mojo stroko, na pedagoško stroko, ampak smo pozvali vse stroke, ki so nekako najbolj vpete v to krizo. To je medicina, to je psihologija, to je sociala, seveda pedagogika in tudi pravo. Imeli boste priložnost slišati številne strokovnjake na svojih področjih, in upam, da boste uživali v poslušanju in upam, da vas mogoče nekatere, ki še dvomite v tem, da vam mediji nekateri ne poročajo objektivno, da to danes poznate, da je res. Hvala vsem, ki ste tukaj. Napovedala bi pa prvega govorca, in sicer doktorja Milana Hosto. Spoznala sem ga dobro leto nazaj. On je doktor filozofije in pa tudi športni pedagog, namreč imel bo zelo veliko za povedati. Hvala, Milan. Hvala, Renata, povabilo. Hvala vsem danes, ki ste prišli sem, da zadihamo skupaj. In ko dihamo skupaj, ustvarjamo vzdušje, ki je naša skupna atmosfera. Tudi Atman v nemščini pomeni dihati, sfera je pa krogla. In s tem se jaz ukvarjam že 20 let. V bistvu preučujem dih kot športni pedagog z telesnega vidika in kot filozof z vidika duha. Zato, ker je dih tista nitka, ki veže skupaj vse plasti našega bivanja. Ko vzameš dih človeku, ta ni več živ. Ko umetnik upihne dih, dušo v umetnini, ta oživi, nas premakne. In duša po latinsko je anima, animacija, v gibanje gremo. In to, kar danes vidimo, tako kot danes počas že diha Slovenija, vidimo, da se kar nekaj začenja premikati. In premika se ta duh, ki teče skozi naša telesa. Jaz bom na kratko povedal kot strokovnjak, da imamo več spoznavnih metod. Ena je znanstvena. In tudi kot znanstvenik oziroma kot filozof bom citiral, zato da ne bo napake, par stvari, kaj znanost ugotavlja o maskah. Strokovnjaki WHO so na začetku pandemije svetovali, da uporaba mask za obraz ni priporočljiva, saj so možne koristi precej omejene in obstaja nevarnost samookužbe, če se uporablja nepravilno. V več bolnišnicah so odkrili kontaminacijo zgornjih dihalnih poti z virusi in bakterijami na zunanji strani medicinskih mask za obraz. Druga raziskava kaže, da je vlažna maska gojišče bakterij in gliv, ki lahko spodkopavajo virusno imunost sluznice. In tako naprej. Če bi jih želeli te kirurške maske pravilno uporabljati,
pomeni, da bo družina z 2 otrokoma in 2 staršema porabila približno 9000 evrov na leto. Vse to so omejitveni dejavniki, zato jih ne menjujemo tako, otroci imajo umazane na svojih obrazih in gre imunski sistem navzdol. Enako naš. Še globje so šli, torej znanost nam to pravi. Seveda, jaz sem poiskal tiste raziskave, ki meni odgovarjajo. Zato, ker vemo, da objektivnega znanstvenega spoznanja ni. Ker si kot znanstvenik vedno sam s svojimi filtri, svojo omejeno zavestjo upleten v raziskovanje tega, kar vidiš, kar lahko s svojimi mentalnimi mehanizmi spoznaš. Zato sem jaz te izbral, ker drugi pa druge zberejo. Ker te potrjujejo moj svet, mojo resničnost. No in pazite, kaj še ugotavlja znanost? Mnogo ljudje poročajo o klaustrofobičnih izkušnjah in težavah pri pridobivanju zadostne količine kisika zaradi povečane odpornosti na vdihavanje in izdihavanje. To lahko povzroči povečan srčni utrip, slabost, omotico in glavobole ter številne druge simptome. V anketi med belgijskimi študentkami, ki so en teden nosile ustne maske, 16% poročalo o kožnih težavah in 7 o sinusitisu, vnetje nosa, teče iz nosa. Pogosto so bile omenjene tudi težave z očmi in glavoboli ter utrujenost. Obrazne maske nam vzamejo obraz. In ko otrok stopi pred učitelja, ki nima obraza, se vprašamo, kako se počuti. Prestraši se. In to bodo tudi moji kolegi nadaljevanje, jaz mislim, da vsaj nekateri poudarili. Strah je tisto, kar je maska. Maska ni maska. Maska nas straši. In to potencialno vodi do znatnega povečanja socialno-psihološkega stresa. V otroštvu in puberteti možgani doživljajo spolno in duševno dozorevanje. V otroštvu in puberteti možgani doživljajo spolno in duševno dozorevanje s hormonskim epigenetskim reprogramiranjem. Več študij kaže, da dolgotrajna izpostavljenost socialno-psihološkemu stresu pušča neuroepigenetske brazgotine, ki jih je pri mladih težko zdraviti in pogosto prerastejo v duševne, vedenjske težave in oslabljen imunski sistem. Epigenetika danes dokazuje, da okoliščine pravzaprav močno vplivajo na, kako se bodo naši geni izražali. Zato je vsaka vzgoja, vsako šolanje, tudi to, kar starši doma delamo, mi ne moramo človeka spremeniti, niti nimamo tega mandata. Tudi kot starš je svojega otroka ne morem spreminjati. Moja odgovornost in dolžnost pa je, da ustvarjamo okoliščine, v katerih se bo ta otrok napolno razcvetel. In kakšne okoliščine se danes ustvarjajo v šolah? Zato maska ni maska. Maska ustvarja okoliščine, v katerih na škrge dihajo prestrašeni ljudje. Druga raziskava, ki je mogoče bolj za Renato, ki je učiteljica kemije. Ampak, a vi veste, kaj je na teh maskah? Par izrazov bom prebral. Mikro in nano polimerni delci, potem so poliamid, 66 monomer, oligomeri, najlon, različne polietilenski glikol, molekule in tako naprej. In molekule, ki niso močno pripete na to masko in odpadajo in razpadajo hitro. In to vse naši otroci podihajo, ko nosijo te navadne kirurške maske. Če že, potem naj bojo doma narejene bombažne maske, oziroma da se jih lažje pere in redno. Če že, ampak zakaj bi sploh? Ker smo pokazali, da tudi če jih nosijo, očitno nič ne pomaga. In ta maska, ki ustavlja ta tako nevaren, smrten virus, kam jo odlagamo? Prvič, maska sama po sebi je strupena, te plastične maske, z teh finih vlaken, nano in mikrovlaken. To je v bistvu visoko kontaminiran odpadni material. Kam ga mi odlagamo?
Kje vse to leži, kako odmo po gozdovih in tako naprej. Se tudi, če odvržemo, da bomo zase poskrbeli, naslednjič, ko bomo pili vodo, bomo dobili spet to nazaj. Narava je naše zunanje telo, to je pa moje notranje telo. Vse je povezano. In tako kot so naše reke onesnažene, tako so naše žile onesnažene. Ne moramo brez tega. In dajmo pomisliti, kaj to delamo. In zakaj to zdravstvo nič ne skrbi? Kam grejo te maske? Zakaj šole ne zbirajo vsako uro odpadne maske in se jih potem, ne vem, se žiga ali kaj s tem dela? Ne vem, ampak to nobenega ne skrbi očitno. Ker ni v njihovi agendi. In zdaj gre še na psihološko znanost. Moralno presojanje. Zakaj otroci nosijo maske? Zato, ker jim to kaže avtoriteta. In po Kohlbergu, vsi učitelji, pedagogi smo šli čez ta znanja, ne? Pravi, da otrokovo vedenje po prekonvencionalni moralnosti v zgodnih letih vodi želja po izogibanju kazni in pridobivanju nagrad. Otrok uboga močne osebe in tako naprej. Piaget pravi, da do 5. leta otrok kaže le malo zanimanja za pravila. Ja, normalno, veste zakaj? Zato, ker čuti vse, kaj je prav. Dajte 2-letniku masko na obraz. Kaj bo naredil? Dol jo bo dol. Zakaj? Ne zato, ker bi v Bogu ali pa ne v Bogu starša. Ampak zato, ker v Boga naravno modrost svojega telesa. Njegova spoznavna metoda je prva in edina resnična v njegovem svetu. In to je občutek in čustvo, ki se potem ob tem poraja. In ko mi nekdo vzame dih, ko nekdo otroku, ko nekdo živemu bitju zamaši usta in nos, mu vzame dih, mu vzame dušo in se neha premikati in umre. Tako gre logika naravne modrosti. Duševne motnje narašča med mladimi. Miselna samomor narašča. Ja, normalno. Ker ko mi vdihnemo, zdaj grem pa jaz k svoji stroki, oziroma k duhu. Ko mi vdihnemo, vzamemo zrak vase, ampak v bistvu polje, v katerem je zrak, je eterično polje, je eter. In eter je nosilc svetlobe. To je fizika. To ni nobena ezoterična znanost, to je fizika. In ko mi vdahnemo, dobesedno vdahnemo, česa je največ v zraku? Dušika. A vidite, dušo, da se navdušimo. Se pravi, iz nekega duhovnega polja, kvantnega, če želite, se navdušimo in potem nas to premakne, da pripeljemo kisik do vsake celice, ki se razigrajo. In če otrokom jemljemo dih, se pač ne bodo dobro razigrali. In se ne bodo razživeli in ne bomo več navdušeni nad svetom, ki ga živimo. In mislim, da smo prišli do sem. Tako da se treba resno zamisliti, kako pravzaprav poseči v to polje. In jaz mislim, da je to, kar danes počnemo, ena od močnih poti. Ozaveščanje. Zavest. Zavest o temu, kdo sem jaz. Kako vem, da mi maska ne paše. To ima otrok že vse porojeno, ker je to naravna zavest. Vest. In potem otrok sprejme to masko in jo obdrži na obrazu. Zakaj? Ker uboga avtoriteto. Zato, ker prvič jo je dol, pa je bil kaznovan. Ja, normalno, da se bo zdrav organizem umaknil bolečini. In jo obdrži. In s tem, ko jo obdrži, se prikloni avtoriteti, sebe da pa na stran. Sebe pa zanika. Naravno modrost v sebi zanika. In tako zraste gor. Te otroci že drugo leto. Tako gor rastejo. In tudi mnogi odrasli. In če želimo v bistvu mi to spodbuditi, moramo najprej zaupati ne znanosti in ne religiji, ampak občutkom svojega lastnega telesa. Jaz pozivam vse, vem, da mnogi od nas, tudi jaz dam včasih masko gor, če se le da ne, ampak jo dam včasih, da pridem do tistega, kar rabim za preživetje. Ne? In ne želim drugih včasih v zadrego spravljati. Ampak dejte zjutraj, ko se zbudite, stopite v kopalnico pred ogledalo
pa se poglejte, pa se nasmehnite, ker vidite živega človeka, poldajte pa masko na ta obraz. Pa prisluhnite svojim občutkom. Pa pejte do svojega otroka in če želimo živeti zavestno, pomeni, da nam mora biti stvari jasne, torej tudi osvetliti moramo neke stvari. Pa dajmo osvetliti, kako ta gesta, ko dam otroku masko na obraz, mene, kako se me dotakne. In pejte k otroku, vzami masko in mu jo daj ljubeče na obraz. Dajmo jo z ljubeznijo, ker edino to je prav. Ne bo šlo. Jaz mislim, da ne bo šlo. Poskusite doma. In to je eksperiment, ki mu jaz verjamem in se mu priča, da ne deluje. Jaz nikomur in nobenemu otroku, ne svojim, ne drugim, ne moram dati maske na obraz z ljubeznijo. Ne moram. In v vsaki zgodbi so razpoke in tudi ta zgodba, ki nas že kar nekaj časa v bistvu vrti v svojem vrtincu, ima vedno več razpok. In tako prihaja svetloba not. In tako nam bo vedno bolj jasno, da je edini način, da pridemo ven iz tega, da gremo skozi to. In pejmo skozi to tako, da smo dobro prizemljeni. To pa pomeni, da smo dobro utelešeni. Prisluhnimo občutkom, priznajmo si vsa čustva, ne imeti krivde, če ne želite ubogati avtoritete, vaša avtoriteta je vaše telo. Strah naj nas naredi pa previdne in modre v tej zgodbi. Jaz vam želim, da vsaj od danes naprej zavestno sami sebi kratimo svobodo, tam, kjer lahko iz tega zraste več svobode in odgovornosti. In naj od danes naprej čim več ljubezni sveti na našo pot. Hvala vam. Milan, dragi Milan, najlepša hvala. Navdušena nad dušikom in malo manj nad polietilenom in poliamidom. Pokazala sem svojim učencem po prvem valu, ko so prišli nazaj, kako maska gori in kako jo gasimo. In ko so zagledali tisti kupček črne snovi, ki je nastala iz maske, so se kar malo zgrozili. Tako da čedalje več jih nosi masko iz blaga. Čeprav to tudi seveda ni rešitev zame.